Rojen si v Argentini, pot te je zanesla v Maribor. Zakaj ravno v Maribor, kako v Maribor? Ja, dobro, kako vi ste rekli, sem iz Argentine, oziroma sem argentinski Slovenec in sem vse mojo osnovno šolo in srednjo šolo sem naredil v Argentini in imam slovensko državljanstvo. In ko sem prišel tukaj v Slovenijo, sem se odločil za študirati tukaj, sem imel malo težave z papirjami in Maribor me ni dalo nič problem, tako so bili odprte in zato sem prišel tukaj študirati v Mariboru. Ta nagrada res je bilo tako, sem bil zelo vesel, ker jaz sem prišel v Sloveniji leta 2009, septembra, in ko sem se odločil, da bom odhajal iz Argentine, sem rekel, ok, grem v Slovenijo in kako bo in bom dal vse mojo energijo. Moje cilje so bili tako resni in sem vedel, kaj sem hotel, da sem hotel študirati biologijo. In sem prišel tukaj in sem vedel, kaj sem hotel narediti in sem študiral biologijo in tudi v istem času sem pisal moje članke od moje raziskave v Argentini in zelo sem se potrudil, ker včasih so bili težki časi, ker si ven od doma, kultura včasih je malo drugačna, ne razumeš ljudi, ampak počasi sem prišel noter v slovensko kulturo in kot sem bil tam, pa so rekli, da sem na tretji najboljši študent, sem bil zelo vesel. Raziskujem ujede, mene me zanima seliti ujed v Južni Ameriki. Na tem področju zelo malo se ve in ne vemo ena vrsta ujeda, da se ramnožuje v Patagoniji, ne vemo kam gre, v severno med zimo in te podatki so zelo pomembni za konservacijo in ker ne vemo kako posekajo gozdovi, kako vplivajo na ekologijo. Koliko let pa se že ukvarjaš s tem, z ornitologijo? Jaz, ko sem bil 9 let star, so me začeli zanimati ptiče in potem, ko sem bil v srednji šoli okoli 15 let, sem začel brati na ujede in od malega tako ful mi je začelo zanimati in ko sem bil star 17 let, v moje zadnje leto v gimnaziji, sem začel iti na teren raziskovati. Torej, rekel si, da ptice niso dobro raziskane. Zakaj se ti zdi tako? Ja, v Južni Ameriki je malo izjema, res, da zelo malo se raziskuje tam. Pravzaprav je zaradi denarja, ni toliko denarja za raziskave. In druga stvar tudi, nimamo tehnologije, večinoma ljudi iz Južne Amerike grejo za zelo poceni daljnogled študirati ujede in tiste podatke, ki jih lahko dobiš, tudi niso najboljši, ker včasih ne določaš prav vrsta. Če primerjamo tukaj v Evropi, tukaj se je začela ornitologija 200 let nazaj. 60 let nazaj ste imeli eno zelo dobro, kvalitetno knjigo za identificirati ptiče na splošno. V Južni Ameriki nekateri država niti nimajo, naprimer v Boliviji, da živijo skoraj 3000 vrste ptiče, nimajo knjige. Prvič, ko sem šel v Ameriko, sem bil star 21 let in tudi sem imel srečo, ker sem šel na eno zelo kvalitetno biološko postajo in tam sem se učil ta prve tehnike, kako se gre na teren, šte ptiče, sem malo teoretične stvari, zakaj ptiče se selijo, kako našajo pot, malo kako je sistem na svetu in te informacije za mene so bili zelo pomembne, da potem nadaljujem moje raziskave v Južni Ameriki. In tudi, hvala Bogu, sem dobil denar za narediti te raziskave in tudi so mi dali denar za iti na teren in tudi za kupiti daljnogled, teleskop, fotoaparat in te stvari. Mlad si predaval tudi v Veliki Britaniji in Španiji. Kako je bilo predavati pravzaprav tvojim vrstnikom? Ja, to je bilo zelo zanimivo. Ko sem šel v Španiji, to je bilo leta 2010, niti sem imel faksa. Sem prišel, kako sem rekel prej, sem prišel v Evropi 2009 in ta konferenca je bila v Španiji marec 2010. In ja, ker jaz sem prej imel podatke, sem rekel, dobro, bom pisal en abstrakt, pa pošljem na konferenco. Ta konferenca je bilo Birds Migration and Global Change in tam so bili veliki zelo dobri profesori in raziskovalec iz Evrope, iz ZDA. In jaz sem bil edini iz Latino Amerike in edini, da je govoril, kako se selijo ptiče v Južni Ameriki. Tako da za mene je bilo super in tudi je bilo moja prva predavanje po angleško.
Tako da malo mi je bilo strah, ampak tam sem bil, 23 let sem bil in kar zanimivo je bilo. Potem vsi ljudi so bili ful veseli, pa tam ful smo se pogovarjali, tako da je bilo. In v Angliji tudi je bilo 2012 in tudi je bilo res zanimivo, ker vsi so bili doktor, ne, pa potem tam sem bil študent, sem imel faks, tako da, ja. Jaz študiram biologije, ker moji modeli so ujedene, tako da jaz vem, da celo življenje bom to raziskoval, ne. Mene me zanima, zakaj en ptič gre iz tu, gre tja. Ne, moje prihodnost so bolj v tujini. Zdaj naslednji teden grem v Ameriko na en sestanek. Tam grem na ta biološka postaja, Hawk Mountain. In se bom dobil s ta direktor od tej postaje in tudi pride Nikola. On je iz Kanade in on je profesor v University of Moncton. In tam se bomo pogovarjali, da gleda moj formal education, ker verjem, da bom šel študirati v McGill University. Tako da Nikola bo moj mentor, pa tudi Keith, da je ta direktor, bo kot komentor. Tako da bomo debatirali na moje raziskave, ki imam še podatke. Jaz raziskujem ta 4 leta, ker živim tukaj v Evropi, samo imam časa iti med poletjem v Argentino, pa študiram presimovanje ujede. Moj formal education bo v Kanadi, ne, ampak moje raziskave v Južni Ameriki in to v Kanadi bo tudi zanimivo, ker to McGill University je najboljša univerza v Kanadi in to verjetno bo kar zanimivo, ker bom poznal zelo zanimive ljudi, da naredijo raziskave v drugačnem področju in bom lahko šel na kavo ali na kosilo pa z drugimi ljudmi pa debatira stvari in to